spomnim me na en članek, ki si ga napisal, če smo Slovenci cundere. Ja, sem si mislil, da boš šla. Andrej Gli govorim, upam, da ni novega ploda. Če si dal karkoli na internet, je zdaj v moje glavi. Ampak ja, spomnim se, da si v bistvu naredil nek tako, kako ne rečem, nek fiktiven scenarij, kjer se dva človeka se pogovarjata, eden je anime fan in seveda drugemu, ki ni anime fan, skuša prodati anime. In seveda, kako ne rečem, prva asociacija drugega človeka je seveda odboj. Odboj do kulture same, ker seveda anime v tistih časih še posebej je bila prva asociacija na anime, so bili hentai, karkoli. Mislim, bolj risanka. Risanka ali za otroke, ali pa 18+. Ja, se to je bilo prvo, kaj si vedno Elfen Lied začel, če si jo tako mu dokazal, to ni pomagalo. Ni pomagalo recimo kulturi naši, mislim, kulturi bomo zarekel, da so recimo tudi javni mediji, kot so recimo takrat se nas zasledil recimo v Pilot, to je priloga, mislim, da slovenski, česa se ne vem, dnevnika. Aha, ja, ko si imel spored. Anime pa hentai metal isti koš, v bistvu ne. In dejansko so predstavili kao, da so to risanke za odrasle ljudi, ne. V bistvu smisla gre čisto eksplicitno. Ja, dobro, no se smo tudi v časopisih. In tisti post je ravno bil target na tisto zadevo, ne. Ker sem jaz tisto novico prebral, sem rekel, veš kaj, tako pa se nam ušli, ne. Mislim, ne, veš. A so pokopirali tvoj članek, pretty much? Ne, ni kontra, bilo jaz sem jezen postal, da se tako, bom rekel, posplošili, da je pač hentai vse, ne. Da se ne poglobijo v temo dejansko. Jaz sem dobil veliko svojih člankov tudi iz revije Joker, ko je Lil Dragon dejansko pisala, japonska. Alfa in Omega. Pa njegova je tudi pisala. Moja je tudi nekaj časa pisala v Jokeru, ja. Nekaj časa je bila kar tam, ampak pač potem je Joker začel počasi usahniti, ne. Joker je imel vedno določeno sekcijo, ki je bila glih na te japonske... Ja, se to... Japanka je bila. Japanka je bila, ne? Japanka je bila, Zdaj imaš pa Jazbino. A to je bila sekcija. Ja, zdaj imaš pa Jazbino. Zelo rad bi se usedel dol s Netijem, pa mogoče šel malo skozi to zgodovino, ker oni so tudi malo drugače gledali na celotno subkulturo, kot večina medijev takrat. Njihovih časih še bolj. Mislim, Je bilo kar, mislim, da kar stigma je bila na njihovih forumih, če se ne motim, da sem nekakrat šel na njihove forume gledati in so anime fani bili malo bolj tak. Zelo so enačili anime fane s 4chanom, z straniščmi. To smer. Istih časih. Ja, 2chan, 4chan. Čak, to govorimo zdaj o forumih, ki se tičejo Jokerja. Joker je imel menjalnik foruma, ne? Valjda, to je spet. A ja, to je od njih forum. Vse v bistvu še zmeri menjalnik obstaja. Obstaja. Pa tudi imajo topik Japanka noter, tako da se pogovarjajo o animejih. Originalno domeno so prodali, ali kakorkoli nimajo več, obstaja pa še menjalnik domena in ima poddomeno Joker, se mi zdi, nekaj v tem smislu. Ampak čak iz katere subkulture pa Joker izhajal? Gaming. V bistvu oni so večinoma v gaming pisali. Videogaming specifično. Tudi o popularni kulturi ali kaj takega, ampak to je bil tako del, recimo tudi o anime, ki so pisali na koncu, ponovadi bi to še zadnja sekcija. Se pravi, to je to, kaj se rekel Japanka. Oziroma, da je pisala potem Jazbina. Joker si predstavljal kot IGN v reviji, basically. Oni so delali recenzije, gameov in podobno. To je bil njihov main selling point, zato ker je bilo pač gamerjev veliko več kot karkoli drugega takrat še v teh subkulturnih sferah. Anime trga ni bilo, basically. Torej, tudi, če napišeš revijo v tej smeri, pač ne moreš nikomor prodati. Torej, gami so dejansko tiste, gami so se prodajali v trafikah, si kupil revijo in so dobil demo igre zraven. To se pa spomnim. Samo moraš pa gledati, tudi, da v tisti čas, ko je Joker bil alfa in omega, bom rekel tak, so že ti imeli na policah recimo kakšne animeje v slovenskih trgovinah. Sinhronizirane, ne? Posebej. Tudi isto Yu-Gi-Oh, Pokémon, ko so Final Fantasy recimo, ko je bil pa take stvari. A ja, tudi? Final Fantasy? Final Fantasy. To se tudi nas spomnim, what the hell? Final Fantasy, Advent Children je bil dejansko tudi pri nas. Advent Children, Pač samo to je bilo televizijsko predvajanje večinoma, ali pa video pač izdaja. Wait a minute, dejansko je anime o tem. Final Fantasy, Advent Children, pa še Director's Cut imaš. Ja, zakaj? Navadna verzija pa še Director's Cut obstaja. Aha, okej. Vem, da bo za Juva, nekaj vam potegnil mogoče bomo.
njegovo zbirko žide skupaj spravila, glej. Tudi jaz imam še vedno na policah tiste stare Yu-Gi-Oh, GX, Yu-Gi-Oh sinhronizirane, ki se jih mogoče dobi zraven kakšne revije. To sem uspel, kar sem uspel dobiti iz slovenskega trga. Zdaj pa če še kaj drugatnega, pa Ja, je še kaj nekaj. To so sami Ghibli. To so Ghibli, ja. Ghibli, ki so animirani. Blitz je izdal še Steam Boy, Tekken King Creed, Od Satoshi Kona. ja. Pa Final Fantasy je treba od Sony imel projekt, ne? Ja, še ta. Ja, vidiš, Izumitelj. Izumitelj, Ja, Steam Boy, ja. Kako bi Steam Boy prevedel? Ti, ki si prevajalec. Parni Kaj jaz bi ga raje dečko. pustil naslov, ker Parni fanti. Naslovi. Ne, ta naslov bi raje pustil, ker je pač res Parni fanti. Steam Boy je pač... Zakaj bi prevajal, ne? Ok, ampak vseeno, veliko asociirajo na paro, Steamy Boy. torej je Steampunk, svet, kot tak. Steampunk je zelo težko prevesti. Lahko pa daš podnaslov mogoče zraven, Steam Boy pustiš, pa daš lahko ti to narediš. To pogosto delajo mogoče na plakatih zdaj, ko obdržijo originalno, ali pa mogoče, kako ne rečem, prevedajo sicer, ampak spodaj obdržijo še originalni naslov. Spy X Family. Samo čakaj, samo na platno je pa bilo prevedeno. Kaj? Kaj Si je ga? to? Platno bilo prevedeno. Ja, Vohun in družina. A je bil X veš? A je bil Vohun X družina? Reče se X, Ne, včeraj sem gledal tale stream od Evo Japan je trenutno, ne, ta gaming tekmovanje, whatever, ki imaš pač vse večje franšize gaming na japonskem, pa fighting game, ne. In nekdo je omenjal Hunter x Hunter tam in je v japonščini izgovoril Hunter x Hunter, so now you know, it's not that. Zdi kakšen deviantni človek to. Mislim, fighting game, to so taka niša. Ne, ampak kaj vidva misli, da se X izgovori ali ne? Je to sploh X? Jaz mislim, da je mišljeno, da se lahko naslov pove v dveh izvodih. Imaš Spy Family, pa Spy and Family. Kako, kot vohunska družina ali pa pač vohun in družina, ne? X brakov in, ne? Ta X dejansko ima pomeni, samo Oni na end uporabljajo. Ja, dosti krat, ja. X je kot, ne rečem, nekako merge med dvema konceptoma. Pač odvisno, kako ga vzameš. Dejansko pač tvoje dojemanje, kako pač hočeš. Dejansko tvoja interpretacija. Ampak X načeloma se naj ne bi izgovarjal. Tudi če X vzameš ven, Spy Family sta še vedno dva koncepta, ki se potem združita. Imaš družino, ki je polna vohunov. Ne rekel za Hunter x Hunter. Hunter x se združi. Ne, on hoče res poudariti. V tem animeju so Hunterji. Hunter je še enkrat Hunter. Hunter na kvadrat. Ja, točno tako. Dejansko ni X, ampak je znak za množenje. Tukaj so sam Hunter, nič drugega. Ja, veš, to je dober koncept, množenje, ne? Spaj sem množi z družino. Ja, se spaj.